Živijo, dobrodošli v podcastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Zdaj, Gorazd, če jaz preberem ta moj uvod, gre tako nekako. Ravno kar smo se vrnili z Web Summita v Lizboni, zdaj žal, neki sem jaz zbolel, neki so tvoji zboleli, neki so od enih sodelavcev zboleli, ker sva jih želela še vključiti v tale najin pogovor. In res se opravičujem vsem, zdaj nekaj časa ni bilo epizode, očitno je pač malo ta čas v letu. Ampak pred nekaj časa, pred parimi tedni smo se vrnili z Web Summita in vsem sva želela podeliti z vami, kaj sva tam zanimivega slišala, videla, tako da bi naredila eno epizodico o tem, kaj je bilo letos novega na Web Summitu, ki je pa vsem največja evropska tehnološka konferenca, torej največ dni traja, največje vsebine na enem mestu in je super in predvsej bolj dostopno kot marsikaj, kar se dogaja v Ameriki, recimo. Tako da, a bi ti mogoče začetek povzel Lahko. Web Summit v številkah? Web Summit v številkah. Ja, dajva začeti z datumom. Med 10. in 13. novembrom, vsaki začetek novembra poteka ta konferenca. Zdaj že kar nekaj let zapored, pa točne številke, ne vem, več kot 10, pa mislim, da več kot 6 let. Sem bilo 10 let v Lizboni. Tako, skupaj pa že dalj časa. Zdaj, bilo je letos več kot 70,000 obiskovalcev, to je že na 2 leti zapored, tako da uradna številka 71,386 tistim, ki so zelo za številke. Bilo je pa zanimivo pa to, da je bilo v bistvu kar iz 157 držav so udeleženci, tako da čeprav je na največjih evropskih tehnoloških konferenc na tem področju je zelo zanimiva tudi za pač logistična Lizbona, vsem taka pa Portugalska, da imajo dobre povezave letalske in dejansko lahko ljudje pridejo z celega sveta in tudi čeprav imajo Web Summit obstaja še v 3 edicijah, Katar, Rio pa Vancouver, je ta največja in tudi večina oziroma največ stvari se tukaj dogaja. Je bilo kar 2700 pa še mečkan startupov iz 108 držav, tako da 20% teh ima v svojem neki recimo viziji AI, prav poraba je ali pa so na AI-ju so zgrajeni, kar bi jaz rekel, da jih bi bilo še več. Še smo malo, ja. Tako, ampak zanimivo je, da 40% teh startupov vodijo ženske, ker se tukaj tudi zelo poudarjajo, v bistvu Web Summit je zelo želi v bistvu poudariti tudi women's community, se pravi žensko skupnost v tej tehnološki sferi, tako da kar sam mislim, damo en aplavz. Je pa bilo tudi več v bistvu vlagateljev, kar mislim, da 70% več kot leto poprej, to je nekje 1800-1900 vlagateljev, zelo različnih od nekih VC-jev, ki pridejo malo skautati, pogledati stvari do enih samooklicanih angel investorjev in tako. Bil je en zanimiv model, ki je hodil oblečen v potiskano obleko z bitcoini, drug pa z dolarji, tako da sprašujem se, če sem bila angel investorja, tako da definitivno je pa to konferenca umeščena v Lizbono, ki je tudi sama po sebi tako kot evropsko digitalno središče, zelo v bistvu veliko v zadnjih letih naredila. Vsako leto ta župan, ki je zelo tak napreden župan, pa bi človek rekel, da bi ga mogel marsikaj politik poslušati v smislu tega nekako govori, ampak da pač govori prave stvari o tem, da podpira neko in lokalno okolje z neko inovacijo ali pa z digitalizacijo okolja, hkrati pa tudi so v bistvu naredili neko okolje, kjer nova podjetja tudi pridejo, recimo ameriška podjetja, da imajo sedež tukaj evropska, da imajo tukaj sedež, kjer je v bistvu neka mešanica dovolj talentov, pa v bistvu dovolj take zakonodaje, ki je zanimiva za v bistvu graditi neke take produkte, tako da mislim, da letos spet neke 3-4 nove unikorne so v bistvu imeli v tem community v Lizboni, zdaj unikorn za tiste, tako na kratko, to so v bistvu podjetja, ki so vrednotena več kot $1 milijardo, tako da so pač neke zadeve, ki so zelo zanimive. Tako ne samo, da govori prave stvari, tudi rezultate ima zdaj za sabo. Tako, delajo. 4 leta nazaj so ustvarili ta prostor community in zdaj imajo že kar neki 17 unikornov ali koliko že v teh 4 letih. Tako. To je kar taka konkretna številka. Evo, toliko na kratko o statistiki.
Okay. Kaj pa tvoja osebna izkušnja? Torej, bil si že par let prej, kako ti je bilo letos, boljš, slabš? Mislim, to je neko tako ogledalo, ne vem, za vse te, ki smo v tem digital marketing spaceu, je tja, da greš kot enemu terapeutu malo pogledati, kje si ti, kje je konkurenca, kam se vse skupaj nagiba, glede na to, da je kombinacija parih stageov, 11 stageov, ki sicer pa malo tematike menjajo, pa razstavnega prostora, kjer v bistvu lahko, ne vem, startupe poznavaš druge podjetja, ki so ti dal v bistvu možnost, da ne vem, ali networkaš z nekimi ljudmi, ki so ti v podobnem interesni sferi, oziroma tudi slišiš neke stvari, neke govorce, ki mogoče potrdijo neke tvoje domneve ali pa trende, na katerih delaš, hkrati ti pa da tudi mogoče neko vid tako iz druge kulture, iz druga dela, ne vem, sveta in tako. Tako da definitivno te, če rečemo tako, malo nahajpa, pa ti da enega zagona za naprej, tako da je tak super stvar. No. Ja, bi se strinjal, jaz tudi kar neke inspiracije tam dobim. Mogoče grem tudi pogledati, poslušati neke stvari, ki jih sicer mogoče sam od sebe ne bi šel raziskovati, če nimam glih v službi nekega tazga kajsa, tako da se strinjam, ja. Hype, inspiracija je res koristno za ta del. No. Ok, zdaj nekako, če povzamem, kaj so bili glavni topiki letos, eno pač več jaja, logično. Kaj rečemo, da smo zdaj prišli res v to, da če se je lani govoril mogoče malo bolj tako na splošno v AI-ju, pa v large language modelih še smo letos res se tema prevalila na full na agente, na deployment agentov, kako delati z agenti, a so agenti avtonomni, a so samostojni, tudi nekaj takih, rečemo, dilem o tem, kako delati z AI-om v prihodnosti, ali iti v AGI, ali so agenti kot sodelavci in pomočniki, vse take stvari. Druga tema so bili roboti, tukaj, tako kot so rekli, je kar nekaj inovacij prišlo iz Kitajske, kjer vemo, da vsem prej je Amerika na tem področju precej bolj vodila. Je sicer tudi Boston Dynamics imel en zanimiv tok, je pa bilo par teh humanoidnih robotov, ki jih zdaj tudi vidimo pri nas na poročilih. Kaj je že Janez, Jože? Ja. Ampak tako, v tem istem smislu bil je en ful zanimiv robot / exoskeleton ali za invalide, ali pa tudi za neko to tako, za človeka s super močmi, ne? Taka zanimiva demonstracija. Ta tretja tema, ki je bila pa, ki je tudi prisotna že prejšnja leta, ampak recimo, da je bila letos malo bolj močna, je pa ta creator economy, torej poleg medijev so se še malo bolj fokusirali na creatorje, torej na neke ustvarjalce vsebin, ki so pa hkrati tudi na nek način medija, ne? In je pomembno, kako je to, kako gledamo na njih, kakšne so njihove odgovornosti, ker pač, kot vemo, zakoni v medijih ne spadajo pod njih. Drug del pa tudi, kako tehnološko podpreti content creatorja, zdaj pač z nekimi orodji za pripravo vsebin, za distribucijo vsebin, za marketing, pa na drugi strani to, kar je bilo na opening nightu, o tem, kako, ne vem, Visa omogoča boljše načine prejemanja denarja za influencerje in ostale kreatorje. Vezan na Viso, a si maybe pol, ki vem, da vmes nisi uspel poslušati za Pix slišal brazilski? Ja. Torej bila je velika polemika okrog tega je bil torej brazilski Pix. To je neke vrste rečeva, da jo razumeli. Flik je. To je flik. Ja. Samo, kar je razlika, je v tem, da ker je Brazilija toliko bolj revna država, je še ful drugačen vpliv imelo na ekonomijo. Torej, eno je, da če se ti kaj omogoča, torej peer-to-peer prenose denarja, ala tam je bila varianta, tudi klošarji imajo Pix, če nimaš denarja, ti pokažejo QR kodo, pa jim lahko nakažeš. Na drugi strani pa so pa tudi podjetja veliko bolj zagrabila, se nekje imam podatek, ampak ga nimam pripravljenega, koliko procentov plačil se zgodi s Pixom, zaradi tega, ker če ti plačaš, torej če podjetje implementira Pix kot plačilno metodo v primerjavi z Mastercardom ali pa Viso,
so provizije, ki jih imajo, mislim, da 5-krat ali celo 10-krat niže, ne, v smislu 0,3% ali 0,3 do 0,7%, medtem ko Visa, Mastercard. e-commerce gre prek tega, zato je ameriška vlada v bistvu posebno preiskavo štartala, ker je kao to nekonkurenčen trg. Ja, ampak ameriška vlada tudi razume, da so oni praktično drugo valuto si izmislili, ampak pač ne štekajo. Sigurno pa je to nek disruption, tudi bil je, mislim, da je bil minister oziroma nekdo iz kabineta ministra iz Brazilije tam, ki je razlagal o tem, kako so oni pripravljeni tudi to, rečemo, tehnologijo deliti z drugimi državami. Je pa pomembno potem, da je to na nivoju države, ker država si lahko potem privošči take nizke obrestne mere oziroma nizke provizije, pač neka ameriška korporacija, pač im je cilj dobiček, ne, to tako je drugače. Zdaj, ful velika tema, kot si že omenil, so pa startupi. Vsako leto je eno tekmovanje, ki ga Web Summit imenuje Pitch, torej, kjer se startupi med sabo pomerijo v tem, kdo je najboljši, najbolj zanimiv, kakorkoli. In zmago je eno podjetje, ki se imenuje Grantor AI. A bi ti malo več povedal o njem? Ja, to je v bistvu portugalski startup, ki v bistvu uporablja umetno inteligenco za v bistvu javne razpise. Se pravi, pomaga v bistvu podjetjem najdeti razpise, ki so za njih zanimivi, potem pomaga v bistvu klasificirati, da si ti, ne vem, dober fit, da imaš dobre projekte in v bistvu ti pomaga tudi pripraviti prijavo na ta projekt. Vsi vemo, ne vem, ko smo kadarkoli srečevali s temi evropskimi projekti, pa to, ali pa ne vem, so take strebjane, tako, ja, mi bi tudi takšen projekt dali, ampak pol rabiš nekoga najeti, s tem se moraš dejansko ukvarjati in ravno to, ta del zdaj rešuje ta startup. Imajo nekje 20 milijonov prijav, so že dobili, se pravi, da so jih oni obdelali in pridobili za podjetja, tako da meni se zdi, da v bistvu res rešujejo nek problem poslovni za jajom, ki dejansko je kar velik podjetij bi se mogoče, monitoriraš, ali so kakšni razpisi, ne. Ni da ti nekdo pove, ne, imajo nek ta quick match, ki v bistvu bi lahko tako rekel, spremlja vse razpise, ki so zate za tvoje podjetje zanimivi, ne. In te pol v bistvu pomaga v bistvu tam pridobivati neka dodatna sredstva, tako se mi zdi dobra zadeva. Zdaj, zakaj so zmagali, neki razlogi, bilo zato, ker predvsem prihranijo ogromno časa, ne, s tem se lahko ukvarjaš tudi, ne vem, po 2 tedna, da vse skupaj praviš. Še več verjetno pri kakšnih evropskih projektih ali pa kaj tasga. Pol je tukaj dosti avtomatizacija nekega procesa, ki je zelo zapleten, veš, pridobiti vse informacije, ki jih dobiš. Pol imajo v bistvu, zmagali so zato, ker imajo že dejansko toliko tudi caseov, ko izkažejo ta del. Tako da, ne vem, meni se zdi taka zelo zanimiva uporabna zadeva in, ne vem, taka bi tudi delala čisto v Sloveniji, če bi bili enkrat, so pa vseeno grejo s to tehnologijo, mislim, da tako country by country oziroma na nivoju evropskih sicer razpisov bi jih lahko tudi uporabljal že pri nas, bi ti znala pač pomagati, kateri razpisi so zate pač tudi uporabni. Tako da, imeli so pa v bistvu v finalu so bili pa še Varsity Escape iz Nigerije, ki je povezan v bistvu na visokošolsko izobrazbo in v bistvu tam nekaj modelirajo, pa Segment Stream, to sta bila pa še 2 startupa, ki sta prišla med top. Zdaj, čistko 105 startupov načeloma se na ta pitch prijavim, pa je skozi 3 dni, skozi te runde v bistvu pol napredujejo do na konca. Na koncu pa pač žirija odloč, pa v bistvu pa zglasuje za katerega, kjer zmaga. Je pa to predvsem ni investmenta, je pa izpostavljenost medijska tisto, ko jo dobiš, pa lahko greš v bistvu na enega od naslednjih eventov. Tudi se pa je predstaviti. Ok, ampak je dobra istočnica za nek investment naprej, plus startupi, ki so v finalu, so vseeno, imajo že neki investment rund za sabo. Ne? Tako. Ampak ja, res se mi zdel zanimiv zmagovalci stališča, da olajša podjetjem sodelovati na takih stvarih, kjer podjetja imajo ekspertizo, imajo znanje, imajo
tudi za dosti ljudi, tehnologijo, vse, kar potrebujejo, ampak mogoče pa nimajo tistega overheada nekih projektnih vodij, prodajalcev, kakorkoli, kjer je treba vse to pripravljati. In če to olajšamo, bomo dobili, po moje, boljše rešitve na področju javnih naročil. Ok, top. Potem sem si pa zamislil, da bi nekako, 2-3 kroge šla, pa vsak predlagala par predavanj, ki sva jih poslušala, mogoče tako, da mi jih malo povzameva, pa če se poslušalcem zdi kakšen od njih zanimiv, vsaj kar je bilo na main stageu, lahko tudi polinkava v zapiskih, pa si potem pogledajo posnetek tega. Yes. A boš ti začel? Ja, lahko. Zdaj, prvo podjetje ali pa prvi tok, ki sem ga zbral, je v bistvu na nek način predstavitev podjetja Parloa. To gre za nemški startup, ki je zdaj z enim letom postal tudi unicorn. Se pa v bistvu ukvarjajo z podporo uporabnikom s pomočjo AI-ja v enterprise okoljih. To je zdaj treba poudariti, da so res fokusirani na enterprise okolje, pa to, da so v bistvu voice vzeli kot native element, se pravi, da na tem delajo. Zdaj Bil sem na njihovem, mogoče sam to, dober mi je bil naslov predavanja, ki je bil Please hold no more, torej ne bomo več poslušali ali glasbe za, kako že Igor reče, za možgansko mrtve. Oziroma pač ne bomo več, dajmo rešiti to, da prosimo, počakajte trenutek, vaš klic je na čakanju, oziroma ste 117 v čakalni vrsti. Ja, zdaj, on je imel, to, kar je razlagal na začetku, je imel dostko neke 3 pilarje, po katerem so pač uspeli. Eno je to, da je rekel, da je dosti ljudi proba ta AI uporabljati za podporo. In da tudi rečemo, ni toliko zahteven, da dobiš nek nivo. In potem ljudje pridejo do neke 70% kvalitete in valjda to pol doskrat pade, pa ne gre v produkcijo, pa ni zadost, da se ukvarjajo s tem 30%, kako zdaj to, ne moreš zdaj kar zamenjati, moraš imeti neke procese in da oni so v bistvu zagotovili 99% natančnost. Saj pač delajo iteracije skozi na to smer, da bi v bistvu pač, da so res lahko kar odgovorijo, da je nekdo pač, ni treba, da vsakič preverja za tem in tako. To je ena stvar. Druga stvar, zaradi kjer so res uspeli, je ta, to, kar sem že rekel, voice so uporabljali kot native tehnologijo, kar so se diferencirali vseh tistih, ki uporabljajo chat, pa je tam ogromno nekih podjetij, ki chat uporablja. Pa ta tretja stvar bila pa taka zanimiva, ker niso šli v mass market, ampak so rekli, mi gremo v tem noter v enterprise okolja, ki so zelo kompleksna za setupirati, oziroma tudi zelo kompleksna za v bistvu take AI agente zgraditi. Ampak mi v bistvu prinesemo ta del ekspertize in poenostavimo ta proces, oziroma znamo tam noter, da agent živi. Ta del se mi je zdel zelo dober. Ja, ideja, ali pa tako, da ljudje mogoče bolj razumejo. On je razlagal, ok, imaš klasični primer letalske družbe, nekaj se ti s karto naredilo. Pokličeš, ok, čakaš to, kar si rekel, da priješ na vrsto, ok, pol z nekom se nekaj zmeniš, on ti takrat nič ne more rešiti, kakorkoli te pokličejo nazaj. In zdaj rekel, drug primer pa je, AI agent se jav, stranka pokliče, pove, da bi rada letalsko karto zamenjala, da pač na ta let ne more, pa da pač želi nek povratni klic, oziroma pač je agent pove, da ne more rešiti tega, ampak da jo bo pač nazaj poklicali. Potem v ta isti flow tega agenta v bistvu v CRM-ju poišče stranko, vidi, kjer so njene preferred leti in že kar v bistvu predlaga, kaj bi bili lahko alternativni leti in v bistvu takega nazaj živ agent kliče, ima že v bistvu informacijo, ko ok, za vašo karto imamo in običajno kupite ponedeljek pa torek, te 2 slota imamo za vas tole na voljo, je še prosto. In v bistvu ta del od zajema tega podatka, ki je pač on ni čakal, oziroma bi po pisku spustil sporočilo ali pa si v bistvu ti dobil informacijo, kaj želi, pa se pa še dobro zelo pripravil, ker si pač te podatke dobil v CRM-ju. Se mi zdi ta tudi razmišljanje njihov je zelo tak dober, včasih to, ko si rekel, IVR-ji ali pa tako, ko se javljajo, pa pol ti klikaš 1, 2, 3, pa 4, pa 5. Je rekel, da tam se doskrat zgodi, da če so zelo razvejeni, se ti tak nek zaciklaš, veš, klikneš 3, pa pol tam še 2, pa nam nimamo toliko takih caseov, ampak si predstavljamo neki tehnični podpori, veš, ko kličeš
ne vem, letalsko družbo Microsoft, ne vem, Booking, tam že lahko več zbiraš, a gre zdaj, a si partner, a je tvoja rezervacija, bi rad skenslal, tretje, ne, in se v bistvu zaciklaš v neko drevesno odločanje, ne, in se ti pa prideš kar k nekomu na zvezo, kaj tako, on ti sploh ne more pomagati, ne. In AI pa v bistvu se s tabo pogovarja, in on glede na tvoj pogovor pač določ, ki bo, ali ti bo že on probal rešiti, ali pa da te vdal na ta pravo osebo, ne, ker včasih imaš ti dva kejsa rešuješ, ali pa enega, kakorkoli. Ta del se mi zdel zelo zanimiv, no, tako da je pa on izpostavil eno stvar, ki je neki evropski startup, imajo tudi zdaj pač operacije v Ameriki, kjer je rekel, da je bistveno lažje skalati, zaradi tega, ker je pač en jezik načeloma, ne, da v Evropi je pa sta dve stvari. Eno je ta jezikovna raznolikost, ne, ker pač ti se moraš pač prilagoditi za vsako državo posebej, pa da vsak jezik ima neke specifike, specifične stvari, a tudi pravila. Verjetno predvsem to tudi, koliko dober AI deluje za posamezne jezike. Ne? Tako, ja, ta del plus, da imajo pa lahko zakonodajo dosti različno. Okay, pa pustimo, da AI Act prihaja, pa bo nekaj stvari. Na nivoju EU-ja, kar sigurno olajša stvari, ampak... Ja, to pa neke stvari še take, ki sploh, ko delaš v Enterprise-u, v smislu pač, ja, ne vem, njihova stranka, če se prav spomnim, Deutsche Telekom tudi, ne, torej največji operater na svetu, ampak pač operaterji so podvrženi neki zakonodaji, ki je čisto lokalna, ne, ali pa če delaš za zdravstvo ali pa za nekaj tasga. Tako, ja, pa zavarovalnice imajo tudi. Druga stvar pa je rekel, da je v bistvu ta investicijska razpršenost, ne, v bistvu veliko težje dobiti neke take investicije, ki so na ravni recimo US investicij za rast in pol vse te stvari, tako da pol delajo te startupi neke bridge v Ameriki pa v Evropi, pa pol v bistvu neke investicije tam dobijo, to si pa še malo raziskal, to ni zdaj na kolu, nisem jih povedal na samem predavanju, ampak tako, se mi zdelo zanimivo, kako je v bistvu zrastel nek startup do unicorna, se pravi, imajo že ovrednoteni so že na milijardo, letos so zrezali 120 milijonov, kar se mi zdi veliko za neko tako tehnologijo, ki v bistvu startup, mislim, da je star, ne vem, 2-3 leta. To se že prej ukvarja z nekimi podobnimi stvarmi, ampak recimo, da ta AI agent del je zdaj. Cool. Za svojega prvega sem jaz zbral en talk, ki sem ga poslušal od Spinable AI, naslov je imel tvoji sodelavci ne jejo rojstnodnevne torte, ker so AI. Torej, se ne družijo na teh, ne grejo s tabo na kosilo. Ampak tako, dober talk je bil. Zdaj podjetje Spinable AI, ne vem, a so oni reži na tem, kar govorijo. Torej, njihov pitch je, torej, oni so platforma, kjer najameš sodelavce ali pa AI ljudi ali pa nekaj v tem smislu in oni rečejo, mi živimo to prihodnost, ne, torej, pri nas je 15 zaposlenih, od tega je 5 ljudi in 10 AI agentov. Tako, se mi zdi, da so to prave stvari govorili. Ne? Torej, eno je, da so govorili o tem, da morajo biti agenti najprej reaktivni, potem naslednja stvar je pa tudi, da so proaktivni. Torej, da AI agent ne čaka, da mu nujno nekaj poveš, kaj mora narediti, ampak da mu daš opis delovnega mesta, da jih uvedeš, da jih naučiš, tudi na začetku, da jih nadziraš. Jasno je, da ni prva stvar, ki jim daš v roke kreditna kartica, pa bodi glavni nabavnik, ampak daš mu pa dostop do koledarja, maila, takih stvari, torej ne vem, tvojega, če je to nekaj agent kot asistent. Je rekel, da je imel nek primerček, kako je pač njegov asistent rešil neko težavo enega sodelavca, ker je sodelavci iz druge države, pa je rabo on kot direktor poslati nek mail na zavarovalnico, tle v tej, mislim, da na Portugalskem, kjer so oni, pa je agent to v njegovem imenu naredil in naredil je prav. Rekel je, ja, res je, lahko bi ta stvar šla ful narobe, ampak imamo skozi več takih dobrih izkušenj. Ne. Stvar, ki je ful dobro tudi rekel, je to, torej ni bila pač poanta v reklamiranju njihovega produkta, ampak je rekel, AI sodelavci prihajajo, zdaj on je dal timeline 5 let, da bojo, ne vem, polovica dela upravljenega za jajom, kar je bolj predikcija kot timeline, ampak ok. Ampak, če hočete biti v koraku, pa tam, dajte pač spremljati, kaj se dogaja na trgu, dajte jih sprobati, te stvari zaenkrat niso ful drage, je to pač, ne vem, 50-100 evrov na mesec.
tehnologija se hitro spreminja, pri takem strošku jih lahko tudi razmeroma hitro menjaš, ampak rezultati, ki jih dosegajo, so resnični. Pol pa tako ena tema o, rečemo, dilemah, ki tukaj potem nastajajo. Ne? Torej, a imajo agenti pravice, dopust, take stvari, ta se mi zdela brezvezna, ker sem glih enega poslušal, čisto ločeno od tega, ker je rekel, da zdaj ta nova verzija Amazon Alexa, da je, ker jo poganja large language model, da je veliko bolj človeška, ampak je on rekel, jaz nočem, da je Amazon Alexa, torej nek mikrofon, ki 24 ur na dan v mojem stanovanju posluša, kaj mi počnemo, ne želim, da je človeški, želim, da je robotski in da naredi samo tisto, kar mu naročimo. A ne? Mogoče drug del je rekel, ne, torej, da oni pa vsem želijo sodelavce delati bolj človeške v smislu, da se ti na Slacku tudi odzovejo na nek chat, da so mogoče kdaj mal, ne vem, duhoviti hudomušni, kakšen mi pustijo v Slacku karkoli tazga. Verjetno bolj zaradi tega iz nekega UX stališča, da jih ne pozabaš, a ne pa da so vse prisotni. Druga pol dilema je bila, ok, kaj pa zdaj, ko se, če pač rečemo, da je to enakopraven sodelavc, ne? Kaj, ko nekaj ni v redu naredil? A se je zdaj HR-u pritožim, AI Marko pa, ne vem, mi pa ni všeč, ker je ne vem kaj naredil, ker mi je nalogo poslal ob 10 zvečer, ne? In pol še v drugo smer, ne? Kaj pa zdaj, ko AI agent ali pa AI zaposlen zašpeca človeškega sodelavca, a ne? Kdo se s tem ukvarja? Nismo tam, ampak to so stvari, v katerih je smiselno razmišljati, ko se pogovarjamo o tem, da bomo imeli sodelavca, ki ni pač človek, ki ni oseba. Tako, ko smo mogli neke stvari razrešiti, ko smo dobili prvega sodelavca, ki živi na drugem koncu sveta, pa ko smo vsi remote, pa vse take stvari, je tudi, če res gremo v to prihodnost, je treba v takih stvarih razmišljati. Ne? Ja, good point. Zdaj sem AI kadrovik verjetno reš. Okay. Ampak ja, no, torej, a je HR zadolžen za te ljudi? Verjetno nek način, torej verjetno, ja, je pač nek tehnični vodja, pa je potem nek vsebinski vodja, pa je HR tudi tam zraven vključen, če se bomo odločili, da so te sodelavci res človeški. Ker drug del, na main stageu sem poslušal en talk, je bil ravno o tem, po eni strani dajmo si ne zatiskati oči, da bomo kar AGI naredili, samo če bomo skalali ta isti prediktivni model. Pač, ne vem, po drugi strani sem tudi poslušal nekoga, ki je rekel, ja, v resnici se je izkazalo, da naši možgani tako, da v bistvu, ko skalamo te large language modele na način, kot zdaj delujejo, torej predikcija tokenov, da to vidimo, da je nekako sorodno s tem, kako delajo človeški možgani, čeprav ne znamo pojasniti, kako delajo človeški možgani, pa jasno ne generirajo tokenov. Kako bo vsem, da pač prihajamo do nečesa tega, ampak ta je govoril pa o tem, torej, da dajmo si ne zatiskati oči, da bomo kar naredili model 10-krat večji, pa bo naenkrat postal bog. Ampak po drugi strani, dajmo tudi ne zares stremeti k temu, dajmo stremeti k temu, da je AI pač naš sodelavc, naše orodje in v to smeriti. Ok, zdaj sem večkrat za filozofiru. Kaj je tvoj drugi? Ne, sej mogoče malo nadaljevanje tega. Mislim, ena zadeva, ki se mi zdaj zanimiva, en talk je bil v bistvu checkout.com. Oni so v bistvu, ne vem, večjo plačilni sistem, košarca, mislim, ja, plačilni sistem za v bistvu pač e-commerce in so delali eno raziskavo, v bistvu uporabi AI pri nakupovanju. 18,000 nekaj ljudi je potrošnikov iz ZDA, UK pa Evrope sodelovali. In nekje, tako, to se mi zdi zanimiv talk v smislu, ko govori nekako o tem, o nekih trendih ali pa nekem stateu, ki zdaj smo. 55% ljudi že uporablja AI za raziskovanje, odkrivanje izdelkov. Zdaj veliko, to so vse te, chat, ko te uporabljajo, chat GPT, chate, zato da ti pač pomaga primerjavo narediti, najdeti neke kupone, kakorkoli. Zdaj 47%, ko je bilo to narejeno oktobra, jih bo tudi planirali za božično nakupovanje. 72% teh milenijcev je pa pripravljenih, da v bistvu AI agent za njih kupuje. Zdaj, zakaj zdaj trenutno AI največ uporabljajo potrošniki, je tako, bolj mi zanimiv za ene stvari, mogoče imaš tudi kakšen komentar. 33% za iskanje najboljših ponudb,
pol zato, ne vem, 27% zato, da imaš več časa, se internetno vse strani, pa se rekel, najti mi to. Pa 23% ljudi, pa 18% bi rekel, da podobna stvar je, da ne pozabijo pomembnih datumov oziroma da ne porabijo rojstnih dni. Tega use case se pri meni še ni zelo bil uporabljen, ampak tako zanimiv. Ja, ta malo mi na unga spominja, ker tudi zelo velikrat vidim, ali slišim ljudi, ali pa vidim nekaj case na YouTubu, ki proaktivno uporabljajo AI, da jim tak splošen ChatGPT model, da jim analizira podatke, pa izvaja matematične naloge, čeprav vemo, da v teh ni dober, ne? Ampak ljudje so nekako šli v to smer, da... Daj se ti zapava. Ja. Okay, pa kom rabo te bomo vprašal. Vse ChatGPT ima neko to funkcijo, tako da, maybe. Okay. No, kjer pa recimo ljudje si najbolj predstavljajo, da bojo v bistvu delo prepustili agentom, se pravi, tukaj res se pogovarjamo o e-commerceu za nakupe, so to neke gospodinjske potrebščine, pač vsakodnevno to stvari, kar rabiš, neko tedensko nakupovanje, ne vem, rutinske pa dolgočasni nakupi, to je vse ono, kar ne uživaš, moraš kupiti, ampak pač nekaj ne uživaš, pa neke pisarniške stvari. Ne? In to so dejansko tako, če malo razmišljaš, res neke stvari, ki so ponavljajoče in zakaj ne bi v bistvu agent pač od tega pač kupiti. Ravno zaradi tega, ker on bo najdel vse promokode, to je bil pač case, pogovarjal se bo zelo nevezano na agnostično na nekaj, veš, vse bo parametriziral, v smislu, tle imam neko lojalnostno kartico, se mi splača, vse take stvari. Ne? In pa je bilo v bistvu na drugi strani poanta, kako ne se zdaj te biznisi pač pripravijo. Ne? Se pravi, da moraš imeti ti kot biznis nek API first bit, ki bo to na voljo AI agentom, ne? Ker oni ne bodo iskali tako, kot zdaj, oni se bodo pač z vrsticami kode pogovarjali. Pa moraš imeti cene v realnem času, se pravi, in tam, ko imaš offline in online vse posinkane, ne? Pol moraš mi zelo jasno, ne vem, politiko dostave, vračila, vse mora biti v realnem času. In to se mi zdi, to so vse neke stvari, da se mora vsaka blagovna znamka zdaj vprašati, a bomo ready za tudi AI nakupovanje oziroma nakupovanje AI agentov, ker ne bi bilo 20% nekje v 5 letih že nakupov prek AI-ja, v generaciji tam od 18 do 30 let pa 130%. Ne? In to je že nekaj, kjer se ti, ne, če je danes toliko recimo popularno, da imamo že na nekih mainstream medijih v smislu, ali želite biti prvi oziroma prikazani v ChatGPT-ju in v teh AI iskalnikih, si čisto lahko predstavljam, da v 5 letih bo pomembno to, kar smo imeli Google Advertising, pa da si nekje, bo to tukaj zelo pomembno, da imaš tvoj e-commerce, da je ready zato, da AI agenti tam kupujejo, ne? Ker pač vse te platforme grejo v ta operator mode in zate nekaj naredijo, tako da tukaj se mi zdi zato pomemben nek trend. Vsi, ki zdaj neki e-commerce načrtujejo, kaj so ti veliki providerji, Shopify in podobni ponujajo, kako v bistvu, če imaš to custom, kako to v bistvu se izobraziti, agencije, ki to delale, vse v tem izobraziti. Tako, to se mi zdi pač kot nek point. Ne, vse je pomembna stvar, če hočeš v prihodnost gledati, ker ja, te veliki providerji AI modelov se gradijo, tako kot si rekel, torej AI agente, ki znajo klikati po spletni trgovini ali pa ki znajo, rečemo, uporabljati programsko opremo, ki je bila narejena za ljudi. Ampak to je verjetno vmesni korak, torej, ko rešujemo to, da je splet, pa orodja so narejena za uporabo, da jih uporabljamo ljudje. Naslednji korak je jasno, da se ta orodja prilagodijo in da naredijo torej API ali pa neke vmesnike, ki jih AI agenti uporabljajo. Ne? Tako je. Okay. Moj nasleden je Manus. Torej, to je neka rešitev, ki mi že kar nekaj časa spremljava, se mi zdi, od takrat, ko so jo launchali, tudi imela sva kar zgodaj dostop, se mi zdi. Ja. Se mi zdi, da so bili na nek način oni celo pol večja zvezda Web Summita kot Lovable, ki je bil, torej pogovor s founderjem je bil del Opening Nighta, ampak potem tako naprej pa niso nič iz tega naredili. Ne? Tudi nisem jih videl zares, da bi imeli nek svoj razstavni prostor ali pa kjer bi se kaj več dogajali. Se mi pa zdi podobna stvar, ne? Torej ideja Lovable je bila, ok, obstaja en kup coding agentov, ki jih uporabljajo razvijalci, ki so integrirani direktno v razvijalska orodja,
kaj če mi naredimo to, da lahko te coding agente uporabljajo navadni ljudje, ki niso razvijalci in jim omogočimo, da nekaj delajo. Ne? Yep. Na drugi strani se mi zdi, da Manus je spet ta ideja, torej zelo veliko se v zadju uporabljajo coding agenti, ampak dajmo iz njih narediti generalnega agenta za navadne ljudi. Ne? Torej, kar je zanimivo pri pristopu, ki ga imajo oni, je to, da delajo torej general agenta, ne nekih vertikaliziranih agentov, ki sledijo nekemu workflowu, ampak general agenta, ki sicer, kot sem rekel, v zadju veliko uporablja coding orodja, pa take stvari, ampak torej oni so naredili nek, tako kot rečejo, problem solving engine, torej, ki ima nekako 3 korake, najprej naj ta glavni agent razmisli, pa razdeli neko kompleksno nalogo v korake ali pa neke faze executiona, potem pa za vsako fazo naprej se agent sam odloča oziroma izbira prava orodja, ki mu jih dajo na voljo, da rešuje ta problem in potem na koncu dela tudi iteracijo in optimizacijo že sam čez svoje korake. Ne. Tukaj je bilo zanimivo, ker so šli malo bolj v detajle razlagati, torej, kako to dosegajo. Torej, oni razvijajo nekaj, kar reče atomic capabilities, torej neke osnovne sposobnosti, torej naredijo neko orodje, ki je uporabno v različnih scenarijih. Ne? Torej, naprimer, orodja, ki jih imajo, so za to, da AI zna narediti sliko, pa da zna videti sliko, da zna narediti video, audio, spletno stran, da zna browser uporabljati, da zna brskati po spletu, da zna delati z datotekami. Za prihodnost so rekli, da jim je cilj tudi narediti možnost, da lahko AI agent uporablja programsko opremo na računalniku, torej ne samo na webu, ki je sigurno lažje. Ne. In en primerček, ki so ga dali, torej naredili so neko orodje za to, da si AI lahko ogleda sliko. Namen je bil, da lahko uporabniki nalagajo slike in da agent pogleda sliko, naredi opis in ve, kaj je na tej sliki, da lahko s temi informacijami nekaj naprej dela. Pa so pa opazili, da je torej ta njihov agent avtonomno začel uporabljati ta orodje, ko je postavil neko spletno stran, da je potem naredil screenshot te spletne strani v browserju in naredil tudi validacijo, kakšen je layout tega. Ne? Ker vemo, da pač nekje razumevanje, kako AI razume HTML kodo, drugo je pa kako mogoče stvar na koncu spet funkcionira pa zgleda. Naredil je primerjavo tudi na različnih širinah in take stvari. Ne? Torej, orodje je bil narejen z nekim drugim namenom, ampak vedeli so, da je pač to generalno orodje in zelo hitro se je pokazalo, kako AI uporablja na različne načine. Ne? Druga stvar, o kateri so govorili, je pa to, pač, kaj je njihov nekak naslednji velik korak, je pa to, da agent dela 24 ur na dan, torej da je agent proaktiven. Tle zdaj oni razlagal v neki interni verziji, ki jo imajo oni interno v beti, kjer je torej, agent vsako jutro pogleda taske, ki jih ima on planirane za tisti dan in ko se on zbudi, ima en del teh taskov že poklukanih. To je nekako tak ideja, kako bi do tega prišli. Je pa rekel, da jasno je tle pač treba neke prepreke pa ovire, ki jih imamo ljudje, pač čez njih iti. Torej, mi moramo AI-ju povedati ali pa dati dostop do našega koledarja, do maila, do sistemov, moramo mu povedati pač, kaj se dogaja z nami, kje ga potrebujemo, torej moramo mu dati nek dostop do našega življenja, ker sam tako je lahko pač proaktiven. Druga stvar, ki mi je bila super, ki jo je rekel ali pa ki jo je razložil, je bila pa ta, da ne dajati AI-ju samo težkih taskov. Dajte mu na začetku dati tudi neke take, ki jih ti znaš narediti sam, ampak da jih AI-ju zaradi tega, da si jih avtomatiziraš in s tem se tudi naučiš boljš AI uporabljati, ker imaš prediktiven output, ki ti veš, kaj želiš ven dobiti in boš znal tudi AI usmeriti do tega, da boš to ven dobil in zaradi tega boš tudi na kompleksnih taskih znal boljš tazga generalnega agenta ali pa AI nasplošno uporabljati. Tam je bil tak dober hint. Mislim, da je ta dodal pa še ta del za ADHD. Nek primerček je. Ja, ker ima on pa s tem probleme in se mi zdi tako, v tem delu je tudi zelo uporaben te agenti, ko v bistvu on pravi, jaz skozi imam te ideje uno in pol ti skozi to nekje stojijo v glavi te ideje, nič ne narediš, in si v bistvu bolj frustriran, kakorkoli. In tukaj on v bistvu pol vse daje to Manusu, v smislu, da mu reče, da pa ti to razišč nekaj in pač mu prije nazaj z nekim planom, kaj bi lahko naredil in ima občutek nekega progresa, ne? In je v bistvu na ta način, kataliziral
neke te svoje ideje, ki ti v bistvu jemljajo toliko in toliko neke kapacitete, tako da je v bistvu zelo taka zanimiv use case. Se je tudi razlagal nekaj za en avtizem, pa tako da se mi zdi, da se bo tukaj oblikovala tudi neka taka zadeva, ki bi to lahko uporabljal zelo kontrolirano. Ne, znaj bilo dobro, ne, ideja, dokler je samo ideja, je frustracija. Tudi če mu je AI potem sam pomagal jo vršt, mu je bilo že veliko, ker je dal dol iz mize. Tako, prej bil pa v glavi razmišljal skozi tem. Tako. Cool. Ok. Zdaj, če počas zaključva, meni se je drugače res poznalo, torej konferenca traja 3 dni, en dan se nismo mogla udeležiti predavanj, res mi je manjkal. A boš ti povedal, zakaj se nismo mogla udeležiti predavanj? Ja, zdaj bom skočil zadnji za vse te, ki poslušajo, bom skočil za kavč, na katerem sediva. In bom... A ja, imaš sabo? Imam sabo, evo, na glavo sem obrnil. Namreč, ko potuješ v ekonomskem razredu ali pa klasično z kavčkom, je tole iz razstavnega prostora, zdaj kažemo v bistvu en tablo, ki sva jo z Andrejem dobila na tem, ko so bila tudi midva predstavljala naš nov projekt Kinetara. In smo en dan tudi razstavljali na Web Summitu, zato tudi nismo mogli takrat se udeleževati pa hoditi okrog, ampak so ljudje hodili k nama, oziroma sva tudi iz druge strani spoznala, kako je biti na Web Summitu, kako je mogoče težko interakcijo z vsemi ljudmi dobiti, čeprav jih ogromno mimo tebe hodi. Tako da ja, smo pa to pol rekli, da vzamemo za spomin, pa smo jo zrezali, pa zlepili nazaj skupaj. Torej ja, Web Summit, če si tam kot startup ali pa kot nek tak projekt, ti kar oni naredijo razstavni prostor, nič ne rabiš v resnici vložiti v to. Del stvar, ki jo dobiš, je tudi tale tabla, ki jo lahko na YouTubeu vidite, in ker ni šla v kavček cela, jo je Gorazd razrezal v 4 kose, da so šli v našo osebno prtljago lahko. Šla je čez security. Ja. Moj deodorant pa ne. V eno smer, eno ne. Očitno ni večja od 100 ml ali pa ni tekočina. Ok, dajva to pašparati za naslednjič, pa malo več poveva tudi na raztezanjih o tem, kaj je Kinetara. Če vas pa zanima, pa lahko obiščete že danes kinetara.ai. Super. Vsem res hvala za poslušanje. Upam, da vam je bila tema zanimiva. Spodnji v zapiskih bo res tudi par linkov do teh predavanj, zaradi tega, ker kar se dogaja na main stageu, je vse na voljo na YouTubeu, pa jih bova direktno polinkala s timestampi že na ta prave delčke. Tako, če vas zanima več, si poglejte tist. Hvala za poslušanje, hvala Gorazd, da si bil z mano, in se vidimo naslednjič. Čau.